Pozdravljeni. Ta teden se je začel še bolj praznično, saj smo v ponedeljek širom po Evropski uniji obeležili Dan Evrope. Na ta dan je bila leta 1950 objavljena Schumanova deklaracija, s katero se je začelo evropsko sodelovanje in so bili položeni temelji za nastanek Evropske unije. Na Dan Evrope praznujemo modrost in pogum vseh tistih, ki so izkoristili vojne grozote, ki so bili prizadeti, a so znali sesti za skupno mizo, upreti pogled v prihodnost in skupaj najti rešitev za mirno sožitje. In ta rešitev je bila povezovanje in sodelovanje v Evropi. Pod vtisom grozot druge svetovne vojne so se takratni politiki zavedali tveganj in nevarnih posledic nesodelovanja in nestrpnosti. Naj bo to vsem skupaj tudi vodilo za naprej, še posebej v sedanjih trenutkih, ko se v Evropski uniji srečujemo z številnimi izzivi. Tudi zato smo poslanci zelo pozorni in občutljivi na morebitne spremembe pravil Evropske unije, ki bi omejile dosežene pravice, kot denimo na pobudo Italije in Francije za spremembo schengenskih pravil in vzpostavitev mejnih kontrol. V razpravi s komisijo in svetom je parlament poudaril, da se doseženi standardi ne bodo zniževali. Kako pomembna je mobilnost in pridobivanje izkušenj v tujini, denimo s študijem, sem izpostavil tudi v poročilu o pobudi Mladi in mobilnost. Poslanski kolegi so mi zaupali odgovornost za pripravo tega dokumenta in vesel sem, da je bilo poročilo na plenarnem zasedanju tudi tako gladko potrjeno. Poročilo sem opozoril med drugim tudi na to, da je treba bolje uskladiti izobraževalni proces s potrebami trga dela. V Evropski uniji je 5 milijonov nezaposlenih mladih, ta številka je nezaslišano visoka, pa vendar je v času globalne gospodarske krize še veliko delovnih mest v Evropski uniji nezasedenih, ker nam manjka ljudi z ustrezno izobrazbo. Istočasno pa na drugi strani čakajo v vrstah nezaposleni diplomanti nekaterih usmeritev, ki jih družba in gospodarstvo enostavno ne potrebujeta. Ta paradoks kaže na to, da je z evropskimi izobraževalnimi sistemi nekaj narobe in jih je nujno potrebno modernizirati. Večja uporaba interneta, za katero sem se zavzel v svojem poročilu, pa zahteva ustrezno informacijsko infrastrukturo. V programu za politiko radiofrekvenčnega spektra smo tako potrdili dva glavna cilja. Prvi je širokopasovni dostop do spleta po vsej Evropski uniji do leta 2013. Drugi cilj pa je splošni dostop do interneta visoke hitrosti do leta 2020. Nadaljujem s kulturo, ki je treba v Evropskem parlamentu in tudi v mednarodnem prostoru nameniti več pozornosti. Na eni strani zato, da se s spoštovanjem avtorskih pravic in ustreznimi nadomestili za izvajalce spodbudi trgovanje s kulturnimi vsebinami in se tako bolje izkoristi potencial kulturnih industrij v Evropski uniji. Na drugi strani pa bi lahko v EU v mednarodnem prostoru uporabljala kulturo tudi kot orodje diplomacije. Poslanci se zato zavzemamo, da bi v prihodnje vsa predstavništva Evropske unije v tujini imela zaposlenega tudi atašeja za kulturo. Sodelovanje na področju kulture je dobra priložnost, da se narodi med seboj bolje spoznajo. Zato smo poslanci pozvali komisijo, da prouči, kako bi lahko Sarajevo postalo evropska kulturna prestolnica leta 2014, kljub temu, da država ni članica ali kandidatka za članstvo Evropske unije. Z nedavno afero, v kateri so bili vpleteni trije poslanci Evropskega parlamenta, se je povečalo zanimanje javnosti za lobiste, njihovo delovanje in njihov potencialni vpliv na politiko. Ker je demokracija zelo ranljiva, še posebej v času vsesplošne krize, je zato pomembno, da je to področje uredeno tako, da je čim bolj transparentno. To med drugim pomeni, da so lobisti registrirani in se tako točno ve, kdo zastopa koga. Doslej sta imela Evropski parlament in komisija dva ločena registra, s potrditvijo sporazuma v tem tednu pa je nastal nov skupen register preglednosti, ki ga bo uporabljal tudi svet. Poslanci smo potrdili tudi uvedbo tako imenovane zakonodajne sledi. V prihodnje bo tako treba pri zakonodajnih poročilih dodati seznam, s katerimi lobisti so se poslanci pri pripravi poročila srečali. Tokratno plenarno zasedanje je verjetno razveselilo zagovornike živali in tistih, ki imajo težave z alergijami. Parlament je namreč dosegel, da bo na oznakah na tekstilnih izdelkih moralo biti napisano, ali izdelek vsebuje netekstilne dele živalskega izvora, kot sta na primer pravo krzno ali usnje. Pravo krzno je lahko namreč nevarno za alergike. Poslanci smo še zadolžili komisijo, da pripravi študijo o povezavi med alergijami in kemičnimi snovmi, ki se uporabljajo v tekstilnih izdelkih.
Žal pa so bila manj uspešna naša prizadevanja za sprejem zakonodaje, ki bi prepovedala kloniranje za proizvodnjo hrane. Tudi tokrat se niso mogli izogniti financam. S predstavniki komisije in sveta smo razpravljali o reševalnem paketu za Portugalsko. Nadalje smo opozorili, da bi bilo treba z zakonodajo bolje urediti področje kriznega upravljanja in reševanja bank. Poslanci smo tudi podrobneje pregledali zaključne račune cele vrste evropskih organov za leto 2009. V večini primerov smo ugotovili, da so bili izdatki porabljeni učinkovito in v skladu s predpisi. Naj bo to dovolj za danes. Hvala lepa za vašo pozornost in lep pozdrav iz Štrasbura.